Zgledna prenova Le Lučaj iz Ljubljane je dober dokaz, da je rušenje včasih preprosto nesmiselno. Arhitektka je namreč družinsko hišo, v kateri je odraščala, z odločnimi prijemi preobrazila v sodoben dom, ki zadostuje tudi vsem pogojem zelenega bivanja. Z novimi znanji in tehnologijami lahko tudi iz starejših zgradb ustvarimo prijetne nove ambiente z vsemi prednostmi novogradnje. Hkrati pa bistveno zmanjšamo porabo energije in ogljični odtis gradnje. Ko vstopimo v tole sodobno hišo, polno odprtosti, beline, v obilici naravne svetlobe, je kar težko verjeti, da gre v resnici za prenovo in da zdajle stojimo na temeljih in med zidovi hiše, ki je nastala v 70. letih prejšnjega stoletja. Alenka, za začetek nas prosim umestite malce v zgodovino oziroma zgodbo tele hiše. Hiša v bistvu sama je bila zgrajena leta 1978. V bistvu in to je bila tudi hiša, v kateri sem jaz odraščala. Takrat je bila seveda precej drugačna, ne kar se tiče samih zunanjih zidov, ampak predvsem nekih gabaritov, strehe in tako naprej. Je bila za tiste čase že sodobno narejena, ne? Ni bila tipska, ampak so že takrat najeli arhitekta za to. Tako. Že takrat v bistvu moji starši so to hišo osnovali z arhitektom, želeli so si tudi nekaj drugačnega, to jim je bilo pomembno, tako da ja, je izstopala za tiste čase. Kaj je bilo tisto, kar je na njej izstopalo oziroma vas je prepričalo, da ste se odločili za prenovo, ne pa za kakšno rušenje? Hiša je že v osnovi zelo lepo umeščena v prostor, kar se tiče samih smeri neba. To so bile tiste osnovne kvalitete. Bila je to zelo kvalitetno grajena, tako da naša želja je bila nekako to nadgraditi v bistvu v neko sodobno hišo po teh prvih 40-50 letih in pač jo narediti za neko dodatno obdobje novo. Zdaj se mi zdi, da hiša prav diha v sodobnosti, v tej belini in odprtosti in si človek težko predstavlja, da je bila to včasih tukaj le ena hiša iz 70. let. Zato me zanima, kaj vse ste spremenili, kako ste, mislim, da predvsem volumne premikali, da smo dobili to današnjo podobo. Zelo zabavna zgodba ali pa večkrat se je zgodilo, mogoče tudi v času prenove, ko so pač izvajalci prihajali. Zelo malo v resnici jih je nekako sploh dojel, da je to prenova, razen seveda tistih osnovnih gradbenikov. Zdaj govorim, ne vem, o nekih takih drobnih zaključnih delih, ker je vsak, ko je prišel, je mislil, da je novogradnja. Tako da je bilo to tudi meni zanimivo. Se pravi, v tem delu, kjer smo zdaj, je bila prej dvokapna streha in je bil pač sam volumen že takrat zelo visok. Mi smo se pa odločili, v bistvu tudi zaradi potreb naše družine, da dodamo še eno etažo in streho spremenimo v bistvu v ravno. Na drugem kraku hiše smo pa ravno tako dodali na zadnjem delu nad garažo pač še en volumen z dodatnimi prostori in pa v bistvu strešno teraso. Odprtina, ki se odpira nad bivalnim prostorom, je predstavljala precejšen statični izziv, saj se razteza čez 2 etaži, praktično brez kakršnihkoli podpornih elementov. Zasnovali so jo tako, da celotna etaža nosi tako imenovani betonski prstan, po zaslugi katerega prostor še bolj zadiha. Arhitektka je pri načrtovanju upoštevala tudi večnamenskost prostorov, zato vsak prostor v hiši služi več kot enemu namenu. Zdaj, dejstvo, da ste arhitektka, da ste iz Foha, je kako vplivalo na tisto jasno vizijo? A ste res točno vedeli že od štarta, kako želite imeti na koncu, ali je za sebe, kot nekateri pravijo, najtežje delati? Ja, mogoče z vidika arhitekta pač je težje to, ali pa lažje, kaj pa vem, včasih predstavlja plus, včasih minus, da veš, kaj vse je mogoče. Zdaj, meni kot arhitektu je tudi več stvari všeč, tako nekako se moraš odločiti za tisto, kar ti je pa res najljubše, kar je tudi v različnih življenjskih obdobjih, bi jaz rekla, se razlikuje ali pa se spreminja. To, kar je bilo pa najbolj pomembno pri tem projektu, je pa, da je to za nas, za družino, in da je v bistvu dejansko za vse super, da vsak dobi tisto, kar si želi in da je pač, ne vem, neka optimalna hiša za vse nas. Tako da je bilo tudi to sodelovanje med nami vsemi v družini zelo intenzivno. Kar je bila pa mogoče moja neka taka mal pritisk, ali pa mogoče moja neka taka odgovornost, ki sem jo čutila, je bilo pa to, da na koncu, ko bo hiša narejena,
da bo res vsi zadovoljni, a ne? Tako da sem razlagala vsak detajl in vsako stvar, tako da je bilo fajn. Torej, čisto vsak družinski član je moral v tej hiši priti na koncu na svoj račun in to je že super izhodišče za nadaljno temo, kajti vidi se, da je šport zaznamoval tudi tole hišo. Ne? Mislim, da je to prva hiša, da bi takole bila elegantno umeščena prava tekalna steza. Ja, šport je zelo pomemben del vseh nas petih, no. Posebej atletika, pa v bistvu tudi kickboks, tako da vsak ima neko svojo disciplino, no, bom rekla. In v bistvu želja je bila, da nas ta hiša podpre pri naših teh športnih aktivnostih. To, kar nam je pa všeč zdaj, ko pa že nekaj let tukaj živimo, je pa, da v resnici v vsakem prostoru se skoraj dogaja nekaj tudi v povezavi s športom, a ne. Zanimivo, kako pri vas zveni fraza, recimo, smo že v nizkem štartu za večerjo. Mislim, je zabavno, a ne, zaradi tega, ker pač mi smo, to, kar smo si želeli v tej hiši, pa tudi, kjer smo preživeli, da smo povezani, da smo vsi skupaj, a ne, da se nekako čutimo, da lahko dela vsak nekaj drugega, pa dejansko si še vedno skupaj, tudi če se mogoče lih ne pogovarjaš, a ne. In je kar zabavno, a ne, ker en recimo lahko še pač nek mini trening naredi, en kuha, en dela nalogo, ampak nekako pol prostor neke različne aktivnosti tudi povezuje, no, na nek način. Do knjižnice v etaži dostopamo mimo spalnice staršev, ki jo od preostalih prostorov, tudi od prostorne kopalnice, ločijo le steklene stene. Ta odločitev je odraz želja družine, da prostori, čeprav fizično ločeni s steklom, vizualno ostanejo povezani. Tako ima tudi svetloba prosto pot, da nemoteno prehaja po celotnem stanovanju. Zavese na teh notranjih zasteklenih površinah služijo le kot zatemnitveni element. S steklom pa se streha odpira tudi proti nebu, in sicer nad elegantno tuš kabino v svetli kopalnici, zato lahko kar med večernim tuš ritualom občudujete zvezde na nebu. Alenka, na kakšnem tlaku pa sva zdaj? To je pa cementni mikrotoping. V bistvu vsi materiali, ki so nekako v tej hiši uporabljeni, naš cilj je bil, da so enostavni, pa tudi zelo funkcionalni za vzdrževanje, a ne. Zdaj ima precej bolj prijeten otip, kot recimo keramika, ni hladen, mi smo zelo radi bosi. Je talno ogrevanje, na kakšen način se ogrevate oziroma kakšna je splošna energetska učinkovitost hiše s toliko stekla? Hiša ima zdaj toplotno črpalko, ogrevamo se stalnim gretjem, kar je danes, mislim, da že kar nek standard. Kar je pa mogoče posebenega, je pa hlajenje. Zaradi tega, ker klime niso bile nekaj, kar bi si želeli, v bistvu nismo si želeli nobenega pihanja. Tako da so v bistvu vse nove betonske plošče spremenjene v bistvu v aktivna hladilna jedra. To pomeni, da imajo enako kot so cevi za talno, razvedene po tleh, so v bistvu cevi za hlajenje tudi v ploščah in pač v bistvu poleti se cele te plošče ohladijo in v bistvu sevajo pač hladnejši zrak. Alenka, kje vi kot arhitektka vidite največje prednosti prenove? Kdaj obnoviti, prenoviti, obdržati, kdaj pa ne? Kadar imamo nek kvalitetno grajen objekt, jaz mislim, da je vedno ga smiselno nadgraditi, prenoviti. Sigurno je ena prednost prenove tudi čas. Običajno pač potem hitreje še lahko začneš ponovno uporabljati prostor. Je pa tudi nek izziv, dati določene omejitve, ampak naloga tebe kot arhitekta je pa, kako zdaj te omejitve izkoristiš in v bistvu z njih narediš neko novo kvaliteto. Sama osebno pa pač zagovarjam, da če je nekaj kvalitetno, dajmo to uporabiti, nadgraditi, vzeti s sabo vse, kar je dobro, dati stran, kar je slabo, dajmo to transformirati za naslednjih x let, po svojih najboljših močeh. Nekaj me še zanima, če v tej hiši izrečete frazo dober tek. Kaj to pomeni, da greste jesti, a da greste teč? Gremo jesti.